Prihajamo na 7. točko in sicer vsebina 7. točke sledi naslednje. Trendi varnostnih pojavov v letu 2016 na območju občine Selnica ob Dravi. Prosim gospoda poročevalca Milana Polajžara, da nam predstavi poročilo. Lep pozdrav, to je imeno policijske postaje Ruše. V mojem imenu najprej nekaj splošnih značilnosti, kar se tiče dela policijske postaje Ruše v letu 2016. Še naprej se glede na to, da se kadrovski resursi na PP Ruše v letu 2016 niso povečali, srečujemo s težavami pri organizaciji dela. Kljub temu pa smo svojim delom zagotovili stabilne varnostne razmere na območju, ki ga pokriva naša policijska postaja, pri čemer pa smo sledili lastnemu načrtu in pa prednostnim nalogam, ki jih je določila policijska uprava. V letu 2016 smo podali 176 kazenskih ovadb ali za 21,1% manj. Pri tem se je preiskanost kaznivih dejanj nekoliko zmanjšala in sicer iz 63,7 v letu 2015 na 57,4 v 2016. Tudi stanje prometne varnosti v letu 2016 ocenjujemo kot ugodno, saj se na območju policijske postaje Ruše zgodilo za 10,8% manj prometnih nesreč kot leto poprej. V ocenjevalnem obdobju nismo obravnavali nobenega tujca, ki bi ilegalno prestopil državno mejo. Trendi na območju vaše občine. Z področja kriminalitete smo zaznali in obravnavali 49 kaznivih dejanj, pri čemer preiskanost kaznivih dejanj znaša 56,67% oziroma dobra 2% več kot leto poprej. Na pristojno okrožno državno tožilstvo smo podali 39 ovadb in 5 poročil, ko ni bilo podlage za kazensko ovadbo. Največ smo obravnavali kaznivih dejanj zoper premoženje in sicer 27, od teh smo obravnavali 14 tatvin, 3 kazniva dejanja velike tatvine, kaznivo dejanje oziroma 5 kaznivih dejanj poškodovane tuje stvari, 2 kaznivi dejanji goljufije in 3 druga kazniva dejanja. Preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje je 15,38%. Obravnavali smo tudi 3 kazniva dejanja zoper življenje in telo in sicer 2 kaznivi dejanji povzročitve lahke telesne poškodbe in pa 1 povzročitve hude telesne poškodbe. Ta kazniva dejanja smo preiskali 100%, prav tako pa smo obravnavali 1 kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovi, športno in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Preiskanost tudi teh kaznivih dejanj je 100%. V obravnavi imamo tudi 2 kaznivi dejanji zoper gospodarstvo in sicer kaznivo dejanje poslovne goljufije in pa kaznivo dejanje uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Nadalje smo obravnavali 4 kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, od tega 3 kazniva dejanja nasilja v družini in pa 1 kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe. Obravnavali smo tudi 2 kaznivi dejanji zoper delovno razmerje in sicer obe kršitve temeljnih pravic delavcev. Preiskanost teh in pa preomenjenih kaznivih dejanj je 100%. Kar se tiče področja javnega reda in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, smo obravnavali skupno 56 kršitev, največ z področja določil zakona o varstvu javnega reda in miru, in sicer 40, 5 kršitev z določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 1 kršitev določila zakona o tujcih, 4 kršitve določil zakona o prijavi prebivališča, 1 kršitev smo pa obravnavali na javnih prireditvah. Najpogosteje ugotavljamo kršitve v stanovanju. Z področja dogodkov smo obravnavali 1 delovno nesrečo, iskali 2 osebi, obravnavali 3 požare, prav tako pa smo obravnavali 1 samomor ter zabeležili še 3 druge dogodke. Na območju policijske postaje Ruše je bilo izrečenih 11 ukrepov prepovedi približevanja, od tega na območju občine Selnica ob Dravi 2. Zagotavljanje varnosti cestnega prometa. V preteklem letu smo obravnavali 31 prometnih nesreč, od teh se je 9 končalo s telesnimi poškodbami. Udeleženih je bilo 58 oseb, od tega je bilo 13 udeležencev lahko telesno poškodovanih, 2 sta bila hudo poškodovana, ostali 49 pa ni bilo telesno poškodovanih. Po kraju prometne nesreče se je 14 prometnih nesreč zgodilo v naselju. Kot najpogostejša lokacija je glavna cesta prvega reda Maribor-Dravograd s 19 prometnimi nesrečami. Najpogostejši vzroki: nepravilna stran in smer vožnje v 7 primerih, nepravilni premiki v 7 primerih, sledi neprilagojena hitrost v 4 primerih in neustrezna varnostna razdalja prav tako v 4 primerih.
Po številu prometnih nesreč gledano po dnevih tedno pa se jih je največ zgodilo v petek. Pri nadzoru cestnega prometa smo obravnavali skupno 966 kršitev, od tega največ kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa, in sicer 940. Največ kršitev smo obravnavali zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti, in sicer 644, sledi neuporaba varnostnega pasu s 107 kršitvami, uporaba mobilnega telefona med vožnjo z 56, vožnja pod vplivom alkohola z 29 in nepravilnosti pešcev z 17 kršitvami. Zabeležili smo tudi 7 kršitev vožnje brez vozniškega dovoljenja in pa nekaj ostalih kršitev, ki pa ne izstopajo. Pri ugotavljanju, koliko voznikov je povzročilo prometno nesrečo pod vplivom alkohola, smo ugotovili, da sta bila od 31 obravnavanih povzročiteljev lansko leto 2 pod vplivom alkohola. Kot sem že prej omenil, na področju nadzora državne meje na območju policijske postaje Ruše nismo odkrili ilegalnega prehajanja državne meje. Kar se tiče preventivnih nalog, je bilo skupaj evidentiranih 28 preventivnih aktivnosti, opravljenih 46 ur preventivnega dela. Gledano po področjih policijskega dela smo izvedli največ aktivnosti na področju prometne varnosti, in sicer 17 oziroma 31 ur. Z področja javnega reda in miru smo izvedli 7 aktivnosti in pa 1 iz področja kriminalitete. Namen vseh dejavnosti preventivnega skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje naših storitev ljudem in pa povečanje njihove varnosti. Hvala lepa, pomočniku policijske postaje Ruše. Vsebina je bila obravnavana na odboru za negospodarstvo, zato prosim predsednico, da poda stališče odbora. Odbor za negospodarstvo se je seznanil s trendi varnostnih pojavov v letu 2016 za območje občine Selnica ob Dravi in predlaga občinskemu svetu, da ga kot takega potrdi. Odpiram razpravo na vsebino trendi varnostnih pojavov v letu 2016. Vkolikor razpravljalca ni, razpravo zapiram. Prihajam k stavitvi predloga sklepa je sledeči. Občinski svet občine Selnica ob Dravi se je seznanil s trendi varnostnih pojavov za območje občine Selnica ob Dravi za leto 2016. Kdor je za takšen predlagan sklep, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno potrjeno. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na 8. točko, in sicer odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2016. Prosim poročevalko Gordano Svenček, svetovalko iz občinske uprave občine Selnica ob Dravi, da nam predstavi vsebino. Torej, v gradivu ste prejeli predlog zaključnega računa občine Selnica ob Dravi za leto 2016, ki je celovita slika delovanja občine v preteklem proračunskem letu. Zaključni račun je akt, iz katerega so razvidni realizirani prihodki in drugi prejemki in realizirani odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. Prav tako je iz njega razvidno premoženjsko stanje občine v izkazu bilance stanja. Preden pa nadaljujem z podrobnejšo obrazložitvijo, vas moram najprej opozoriti na napako v 3. členu samega odloka gradiva, to je na strani 4, kjer piše, potrdi se presežek odhodkov nad prihodki, moralo bi pa pisati, da se potrdi presežek prihodkov nad odhodki. In pa sicer tudi v višini namesto 240.087,17 evrov v višini 746.869 evrov. To je sicer razvidno tudi iz same tabele, napako bomo pa seveda odpravili pred objavo. Torej, težko je na kratko predstaviti tako zajeten dokument, zato bom izpostavila samo nekaj pomembnejših dejstev predloga zaključnega računa za leto 2016. Na vsa vprašanja, ki pa se vam bodo porodila ob proučevanju gradiva, pa bomo skušali odgovoriti v razpravi. Torej, realizacija prihodkov v letu 2016 je dosegla 100,8%. Realizirali smo sredstva po 21. členu zakona o financiranju občin
v višini 55.962 evrov. Z njimi smo sofinancirali cesto Pečlin-Kresnik in Kavbe-Ravšl. Realizirali smo sredstva kohezije za kanalizacijo v višini 546.477 evrov in državni del v višini 96.473 evrov, kar pomeni 100% realizacijo. Pridobili smo tudi 16.181 evrov sofinanciranja države za družinskega pomočnika. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo skupno realizirano v višini 108,20% od planiranega. V letu 2016 ne beležimo večjih izpadov prihodkov. Odhodki so dosegli 94,60% planirane realizacije in znašajo 3.292.801 evrov. Investicijski odhodki in transferi so realizirani v višini 308.402 evra in dosegajo 9,37% delež proračuna. Investicijskih odhodkov in transferov na področju komunale je v višini 299.279 evrov, kar znaša 32,27% vseh odhodkov na področju komunale. Največji delež še vedno zavzema projekt kanalizacije, sledi pa mu cestna infrastruktura. Kot skozi vsako leto je bilo upravljenih veliko del, ki sodijo v področje komunale. Nekatera med njimi so zimska služba, cestna signalizacija, javna razsvetljava, intervencijska popravila na občinskih cestah in javnih poteh ter gozdnih cestah, ki jih uporabljajo občani. Opravljali smo tudi vsa potrebna redna vzdrževanja na vsej komunalni infrastrukturi v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zagotovili smo sredstva za ureditev obeh pokopališč in odvoz smeti iz njih. Zagotavljali smo tudi delovanje gasilcev, civilne zaščite in gorske reševalne službe v skupnem znesku 43.433 evrov. Vsi trije vaški odbori so svoja sredstva porabili v višini čez 90%. Pričeli smo z investicijo v pločnike, za kar smo porabili 40.239 evrov. Družbene dejavnosti so dosegle realizacijo v višini 1.661.394 evrov ali 97,6%. Aktivno politiko zaposlovanja izvajamo v realizaciji programov javnih del, v katera je bilo vključenih 7 oseb. Prav tako smo plačevali naročniške deleže za zunanje izvajalce programov. Na področju zdravstva smo sofinancirali gradnjo nove sterilizacije in pralnice kot solastniki zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Redno plačujemo tudi zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in pa dežurno zobozdravstveno službo. Na področju športa in kulture smo razpoložljiva sredstva v večini razdelili z javnimi razpisi. Sofinancirali smo tudi Mariborsko knjižnico in pa zaključili smo projekt igrišča na Fali. Prvo leto delovanja nas je hram kulture stal 178.417 evrov. Od tega je bilo investicij v višini 31.706 evrov, največji strošek pa so obratovalni in pa funkcionalni stroški, skupaj 107.251 evrov. Na področju predšolske vzgoje smo financirali 8 oddelkov vrtca v Selnici in 2 oddelka na podružnicah. Vsi stroški v celoti bremenijo proračun in v letu 2016 je bilo za predšolsko vzgojo porabljenih 549.117 evrov. Investicijska sredstva so bila namenjena za prostorsko ureditev tal pred vrtcem Kobanček, v Selnici ob Dravi in pa ureditev direktnega dostopa do sanitarij v vrtcu Kobanček Sveti Duh na Ostrem vrhu. Za osnovno šolstvo smo porabili 209.900 evrov. Investirali smo za čiščenje cisterne za olje, pleskanje stopnišč, avle in kleti, za delno zamenjavo oken ter vodovoda in pa delno zamenjavo oken v telovadnici osnovne šole Selnica.
Prav tako so realizirane vse pomoči v osnovnem šolstvu, od financiranja prevozov, subvencije prehrane in letovanja otrok, kar skupaj znese 160 515 evrov. Socialno varstvo je realizirano v skladu z zakonodajo in pričakovano porabo. V primernem obsegu ohranjamo vse programe iz preteklih let. V letu 2016 sta na podlagi novega pravilnika na področju kmetijstva bila izvedena razpisa in sredstva razdeljena v skladu z njima skupaj 14 368 evrov. Bili so izvedeni tudi javni razpisi za turizem in gospodarstvo, ki so bili realizirani v skupni višini 37 700 evrov. V bilanci prihodkov in odhodkov izkazujemo proračunski presežek v višini 746 869 evrov. V računu financiranja smo odplačali glavnico dolgoročnih kreditov v višini 206 087 evrov in pa kratkoročni kredit v višini 300 000 evrov. Iz tega sledi pozitivna sprememba sredstev stanja na računih v višini 240 087 evrov, ki jih prenašamo v naslednje obdobje. Zaradi zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna ima župan pravico prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami. Župan je to pravico izkoristil v višini 41,04%. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2016 je bila občina Selnica ob Dravi zadolžena v višini 2 540 325,48 evra. Iz bilance stanja je razvidno premoženje občine po kontih stanja iz poslovnih knjig. Vrednost sredstev in v skladu s tem njihovih virov na dan 31.12.2016 je 22 541 853 evrov. Vse odprte obveznosti izhajajo iz decembrskih računov, ki imajo valute plačil v januarju. Pomanjkanja likvidnostnih sredstev v letu 2016 ni bilo zabeleženo. Vse obveznosti smo poravnavali v rokih. Sestavni del zaključnega računa pa je tudi povzetek poslovanja z enotnim zakladniškim računom. Toliko. Hvala lepa, gospod Brana, začetno predstavitev. Točka je bila obravnavana tako na statutarno-pravni komisiji, kako na odboru za negospodarstvo in odboru za gospodarstvo. Spoštovane svetnice, svetniki, župan, predsednik in vsi prisotni. Statutarno-pravna komisija se je seznanila z odlokom o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2016 hitri postopek. Ta je z vidika pozitivnega prava in nomotehničnih pravil ustrezen in ga tako predlaga v obravnavo in sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po hitrem postopku. Odbor za negospodarstvo se je seznanil z odlokom o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2016 hitri postopek in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu. Hvala. Prosim predsednika odbora za gospodarstvo, da nam poda njihovo stališče. Tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2016 in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem po hitrem postopku. Hvala. Odpiram razpravo na temu odloku o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2016, hitri postopek. Najprej se moram poročevalki zahvaliti za zelo izčrpno in lepo pripravljeno poročilo. Zelo nazorno. Hvala. In kot ugotavljamo, je pač sprejem zaključnega računa osredotočen na analizo realizacije ciljev, ki smo si jih zastavili v proračunu. Ugotovimo lahko, da so prihodki uresničeni v celoti, odhodki pa nekoliko pod to mejo, kot je bil naš postavljen cilj v proračunu za leto 2016, vendar so vsa odstopanja v gradivo primerno pojasnjena in ocenjujem, da je predlog gradiva zelo dober. Hvala lepa. Razprava je še vedno odprta. Prekolikor
Razpravljavcev ni. Razpravo zapiram in prehajam k predstavitvi predlaganega sklepa, ki se glasi. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2016 po hitrem postopku. Kdo je za tak predlagan sklep, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno potrjen, najlepša hvala. In prihajamo na 9. točko, ki ima vsebino letni program kulture za leto 2017. Prosim poročevalko Nado Helcl, svetovalko iz občinske uprave občine Selnica ob Dravi, da nam predstavi vsebino. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bomo obravnavali letni program kulture in pa športa. Tako da bi zdaj kar začeli z tem letnim programom kulture občine Selnica ob Dravi za leto 2017. Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in pa seveda proračun naše občine, ki določa, koliko denarnih sredstev je namenjenih za posamične programe kulture. Izvajalci letnega programa kulture so javni zavod Center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ruše in kulturna društva registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti. Programi, ki se bodo v letu 2017 izvajali v javnem interesu so knjižničarska dejavnost, ljubiteljska kultura in pa vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture. Če začnemo z knjižničarsko dejavnostjo, sredstva za nabavo knjižničnega gradiva so bila planirana in odobrena z proračunom občine, in sicer za mariborsko knjižnico enota Selnica ob Dravi, so torej zagotovljena v višini 10.971,80 evrov in so namenjena nabavi knjižničnega gradiva za našo knjižnico. Pri nabavi knjižničnega gradiva smo, tako kot v lanskem letu, sodelovali z moderatorji Mariborske knjižnice in upoštevali aktualno berljivo literaturo. Sledili smo cilju pridobiti čim več novih knjižnih naslovov, dvigniti kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi deli in predvsem zagotoviti ustrezno število izvodov gradiva glede na potrebe in pričakovanja uporabnikov. Temu cilju naše knjižničarke sledijo, saj v primeru primanjkljaja ustrezne literature, ki jo iščejo uporabniki, preusmerijo gradivo iz drugih enot knjižnice. Novost v letu 2016 je bila ustanovitev bralnega kluba, ki je z mentorico in člani dosegel že preko 10 rednih obiskovalcev in rednih bralcev določene literature. Člani se sestanejo enkrat mesečno in si izmenjajo vtise o prebrani literaturi. Za redno dejavnost, to so plače, materialni stroški, pa občina v letu 2017 namenja denarna sredstva v višini 39.028,20 evrov. Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi. V občini beležimo porast kulturnih prireditev, izjemno kakovost organizatorjev in izvajalcev, pa tudi vse večji odziv publike in kritične javnosti. V letu 2017 bo zavod dosegel še boljše povezovanje organizatorjev prireditev in akterjev kulturnih dejavnosti na lokalni in regijski ravni. Več pozornosti bo vsekakor potrebno nameniti skrbi za dostopnost kulturnih dobrin ranljivim skupinam prebivalstva. Ljubiteljska kultura v naši občini. Občina bo v letu 2017 predvidoma sofinancirala naslednje ljubiteljske kulturne dejavnosti kulturnih društev. Vokalno dejavnost, instrumentalno dejavnost, gledališko dejavnost, likovno in fotografsko dejavnost, ohranjanje tradicionalnih običajev in izročil ter ljudsko petje in godenje. Sredstva se društvom razdelijo v skladu z javnim razpisom po sprejemu proračuna ter v skladu s pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev, v katerem je opredeljen postopek,
upravičenci, merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih društev. Dejavnost javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna enota Ruše. Občina bo v leto 2017 zagotovila denarna sredstva v višini 5700 evrov za izvedbo planiranih projektov in udeležba na državnih izobraževanjih iz vseh področjih delovanja ljubiteljskih kulturnih društev občine. S tem se omogoči sodelovanje kulturnih skupin na srečanjih in prireditvah ter spodbuja izobraževanje mentorjev. In pa še vzdrževanje javne infrastrukture in opreme na področju kulture. V letu 2017 namerava občina opraviti najnujnejša vzdrževalna dela v javnem zavodu Center Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob Dravi, potem objektu kulturnega doma Gradišče na Kozjaku in doma Lackovega odreda Sveti Duh na Ostrem vrhu. Prav tako pa se bo izvedla tudi obnova fasade kulturnega doma Gradišče na Kozjaku. Hvala lepa. Hvala lepa, poročevalki. Naslednjo točko, ker ostanete nekje blizu. Vsebina te točke je bila obravnavana na odboru za negospodarstvo, zato prosim predsednico, da poda njihovo stališče. Odbor za negospodarstvo se je seznanil z letnim programom kulture za leto 2017 in ga predlagal sprejem občinskemu svetu. Hvala lepa. Odpiram razpravo na vsebino 9. točke. Vsebina letnega programa kulture nam je bila pravkar predstavljena. V bistvu gre za vsebino letnega izvedbenega programa kulture, o katerem govori tudi zakon kot obvezo in je tudi v bistvu dokument vsebuje, da je to navedeno oziroma da to zahteva 9. člen področnega zakona. Lepo je bilo predstavljeno v bistvu, kaj so dejavnosti, kaj bodo dejavnosti, kateri so nosilci. Če pa pogledamo malo natančneje, zakon, kar tudi piše v dokumentu letnega programa, zahteva nekaj širše. Gre za to, da gre tu za izvedbene načrte nosilcev javnega interesa, javne razpise, javne pozive, sofinanciranje, akti o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov letnih programov. To se pravi, vse te stvari bi morale biti na nek način opredeljene. V bistvu že spremljam ta letni program lani in predlani, vendar se nisem oglasil in to zaradi tega, ker v bistvu generalni oziroma glavni nosilec kulture v naši občini, ki je bil konstituiran v letu 2005 in začel z dejavnostjo v letu 2015 oziroma 2016, se opravičujem, je seveda kulturni zavod oziroma javni zavod Arnolda Tovornika. Zdaj, prav zaradi njegove dejavnosti, ki tudi potrebuje največ javnega denarja, bi bila vsebina potrebna malo širše opredelitve. Pa jo bom poskušal predstaviti. Se pravi, potreboval bi neko navedbo v okviru vsebine, da je bil v okviru letnega programa kulture sprejet strateški načrt javnega zavoda Arnolda Tovornika za obdobje 5 let, letni program, s katerim je občinski svet na svoji seji izdal ne tega pa tega pozitivno mnenje. Kolikor se spomnim, občinski svet seveda tega ni obravnaval oziroma ti dokumenti še sploh niso bili predstavljeni, če tudi so po zakonu obvezni. Kot sem rekel, prvo in drugo leto je bilo leto konstituiranja oziroma prvega leta poslovanja in dejansko na to nisem dajal prevelike pozornosti. Po drugi strani pa imamo zelo dobro urejeno pri društvih. Društva kot taka pa dejansko upravljajo in pripravljajo letne načrte, hkrati se prijavijo na javni razpis in tam so obravnavali samo pod pogojem, da imajo letni načrt, na podlagi tega se točkuje in pridobivajo tudi sredstva. Torej, v zvezi z tem bi želel mogoče postaviti kakšno vprašanje tudi direktorju zavoda, ki pa očitno ni tukaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je še vedno odprta.
Je potrebno na razpravo odgovoriti. Ja, samo to, da. Prosim. Hvala za pobudo. Gospod Slivnak, drugač pa, kot sem že povedal na prejšnjih sejah, svet zavoda bo sprejel zaključno poročilo in v tem zaključnem poročilu, ki ga bodo tudi vi obravnavali, še pač ni sprejeto, ampak zgodba je takšna, da tu bodo dobili gradivo in na katerega se bo res obsežno videlo, ker tudi jaz osebno sem se pozanimal, kako se to pripravlja, tako da bo občinski svet seznanjen z delom v letu 2016 in tudi naprej. Tako da zdaj pa po vsej verjetnosti nimamo te možnosti, da bi lahko z argumenti odgovarjali gospodu Slivniku na njegove vprašanje. Tako da mislim, da bodo počakali do naslednje seje, zaključno, tako da imamo zdaj te zaključno poročilo, bo tudi naš zavod ravnotovornik obravnavan na občinski seji. Prvo mora pa seveda svet zavoda sprejeti, potem pa pride na občinski svet. Hvala. Razprava je še vedno odprta. Vkolikor ni več razpravljalcev, razpravo zapiram in prehajam na predstavitev predlaganega sklepa. In sicer, občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme letni program kulture občine Selnica ob Dravi za leto 2017. Kdo je za takšen predlagan sklep, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Od 15, 14 za. 14 za, en vzdržan. Ni glasoval. Hvala lepa. Prehajamo na 10. točko in sicer letni program športa za leto 2017. Torej, občina za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavlja finančna sredstva v občinskem proračunu za leto 2017. Razdelitev sredstev poteka na podlagi javnega razpisa, tako kot pri kulturnih društvih, za sofinanciranje programov športa v občini ter meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Cilji letnega programa športa so predvsem povečati množičnost v vseh pojavnih oblikah športa. V naši občini imamo zaprte in odprte vadbene površine. Med zaprte vadbene površine spada telovadnica Osnovna šola Selnica ob Dravi in prostori KITC Selnica ob Dravi, športni center Možič in tenis klub Spin, ki sta v zasebni lasti, ter kegljišče Fala, ki je v lasti Dravskih elektrarn. Med odprte vadbene površine sodi igrišče ob Osnovni šoli Selnica ob Dravi, igrišče na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu, igrišče na Fali, igrišče na Gradišču na Kozjaku, ki so v lasti občine, ter igrišče v Dobravi v Bistrici, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Nadalje sodi v večje športno-rekreativne površine še pohodno-rekreacijske in kolesarske poti, kot so Jabolčna pot, učna pot na Janževo goro, lovska učna pot, Aljaževa pot, pot na Žalcarjev vrh, krožna kolesarska pot na Sveti Duh na Ostrem Vrhu, Binkošna pot, pot po Šturmovi grabi in Dravska kolesarsko-pohodniška pot, ki bo zaživela v leto 2017. V razviti družbi je rekreativni šport ena najcenejših in najbolj cenjenih oblik preventivnega zdravljenja in vodi k boljšemu počutju na vseh ravneh življenja, telesni in duševni ravni. V leto 2017 bo v občini Selnica ob Dravi na področju športa in rekreacije delovalo predvidoma 13 športnih društev. Programi, ki pa se bodo v letu 2017 izvajali v javnem interesu, pa so za predšolski in šolski šport, predvsem Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Športna vzgoja šolo obveznih otrok, imamo prav tako Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in pa drugi 80-urni programi oziroma 60-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Pri navedenih programih gre za sistematično povezovanje med športno-rekreativnim društvom Zvezdica Maribor in Osnovno šolo Selnica ob Dravi ter vrtcem, ki izvajajo te programe. V to kategorijo spadajo tudi šolska športna tekmovanja. Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, predšolskih otrok, staršev in športnih društev. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim športom.
V okviru programa Veter v laseh, ki ga organizira in sofinancira Športna unija Slovenije, bo v naši občini organiziran tek po jabolčni poti ob občinskem prazniku in prazniku jabolk za predšolske otroke in za šolske otroke po triadah. Sodelovalo bo predvideno 50 predšolskih in šolskih otrok. Delovanje športnih društev. V letu 2017 se iz proračuna občine Selnica ob Dravi namenijo denarna sredstva v višini 33 000 evrov. Naša občina nameni za športne dejavnosti kar 8,67 evra na prebivalca, kar je zelo veliko, če gledamo podravsko regijo. Športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, izvajata predvsem športno društvo Turbina in karate klub, ki imata tudi za to usposobljene športne delavce s pridobljeno licenco. Kakovostni in vrhunski šport športnim društvom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu, bo občina tudi v letu 2017 omogočila uporabo telovadnice v osnovni šoli Selnica ob Dravi po znižani najemnini. Drugim, ki te možnosti nimajo, pa so financirala najem telovadnih površin v drugih občinah. V občini Selnica ob Dravi se sofinancira predvsem vrhunski šport karate kluba Selnica ob Dravi in kakovostni šport športnega društva Turbina Selnica ob Dravi odbojka, klub malega nogometa Slemen, športnega društva Kobansko spikado sekcija, ki tekmujejo na državnem nivoju, ter maratonsko društvo Štefan Robič, ki se udeležuje državnih in mednarodnih tekov in atletskih tekmovanj. Razvijali bomo tudi in spodbujali športno rekreacijo odraslih in starejših. Program športne rekreacije odraslih in starejših je usmerjen v ohranjanje in izboljšanje celovitega zdravstvenega statusa ljudi, zmanjšanje negativnih posledic današnjega načina življenja in dela, preprečevanju upadanja splošne vitalnosti posameznika ter pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike te športne dejavnosti. Ureditev igrišč. V letu 2017 imamo planirano, da bomo uredili igrišče v Gradišču na Kozjaku in imamo za ta namen tudi planirana sredstva v proračunu občine v višini 20 000 evrov. V ta namen se bo občina tudi prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij na področju športa za leto 2017. Hvala lepa. Hvala. Tudi ta vsebina je bila obravnavana na odboru za gospodarstvo, zato prosim predsednico, da nam poda njihova stališča. Odbor za negospodarstvo se je seznanil z letnim programom športa za leto 2017 in ga predlaga sprejem občinskemu svetu. Hvala lepa. Odpiram razpravo na temo letni program športa v občini Selnica ob Dravi. Prosim. Jaz se vam čisto eno kratko dopolnilo predlagam, da se vključi na prvi strani tega poročila oziroma programa objekti in površine namenjene športno-rekreativnim dejavnostim, da se vključi tu tudi Lisičja pot, se imenuje. To je, da vam povem, ker očitno tudi predlagalec tega ni vedel, lani je urejena pot, ki je lažja pot, v bistvu namenjena družinam, posameznikom, ne terja neke velike fizične napore, je dobro označena in lani je bila izdana tudi publikacija, načrt te poti, da predlagam, da se to tudi nese. To je pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Ta program športa za občino Selnica ob Dravi je na takrat solidno pa dobro pripravlja, dober povzetek. Jaz ne bi govoril o izvajalskih nalogah, pač pa se mi tukaj na predzadnji strani za ureditev igrišč. Zdaj nisem prav prepričan, ali bo teh 20 000 evrov za ureditev igrišča na Gradišču na Kozjaku, ker najbrž se bomo prijavili na
na fundacijo za šport, kar običajno nimamo sreče in tudi za znesek 20 000 najbrž ne bomo imeli. Če se bo to zgodilo, je pač to pozitivno, pa vendar. Ostalo je eno igrišče in to je v Bistrici igrišče, ki se pogovarjamo že 20 let. Dobro vem, da to igrišče, to bo gospod Sabolek tudi vedel, takrat, ko se je to igrišče začelo pripravljati in smo imeli veliko aktivnosti okrog pogovorov Zavodu za kmetijstvo oziroma in gozdove, to je bilo z sedeža v Radljah ob Dravi. In tudi vemo, kako je zgodovina ta tekla okrog tega igrišča in tudi kako so bili upravljavci tega igrišča in tudi danes vemo, kdo je upravljalec. Pač pa ti, ko upravljajo z igrišče, nima dobene možnosti pri deležih investicije občine v to igrišče. Zato tudi ni v planu, pa kljub temu predlagam, da na nek način stopimo v korak z lastnikom, ki je dal to igrišče v najem in da na nek način preko društva pa tudi del sredstev namenimo temu društvu, kajti oni iz izvajalskih nalog financirajo vzdrževanje tega objekta. Tako da bi se računalo, da bi leto 2017 se del sredstva nameni tudi za izboljšanje tega stanja na tem igrišču, ki je zelo pomembno. Zraven tega igrišča še pa postavlja eno novo igrišče ali pa eno za motocross, ki se eni sicer malo bunijo, vendar mene nič ne moti. Pač pa je en krasen prostor tudi za to dejavnost. Tako da malo več posluha okoli tega igrišča oziroma malo več tega dogovora, pa se bo tu dalo kaj najti preko društva za zdrževanje teh objektov, ki so pač tam. Hvala lepa. Hvala za razpravo oziroma pobudo. Redo, hvala. Razprava je še vedno odprta. Koliko razpravljalcev ni več, razpravo zapiram in predlagam sklep. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme letni program športa občine Selnica ob Dravi za leto 2017. Kdor je za takšen? Prosim. Z dopolnitvami, absolutno. Se opravičujem z dopolnitvami, ki so bile predlagane strani razpravljalcem. To sem dejansko jaz vzel kot adakta že prej. Absolutno. Z dopolnitvami in je tudi z poročevalko bilo dogovoreno, da bo do dopolnitve opravljene. Hvala za opozorilo, da smo še enkrat to omenili. Še enkrat bom predlagal sklep. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme letni program športa občine Selnica ob Dravi za leto 2017. Z dopolnitvami, da se razume. Kdor je za takšen predlagan sklep? Hvala, soglasno. Mislim, da hvala lepa, soglasno sprejeto. Prehajamo na 11. točko in sicer letni program turizma za leto 2017. Prosim poročevalko Kristino Lešnik, svetovalko iz občinske uprave občine Selnica ob Dravi, da nam poda vsebino. Lep pozdrav vsem tudi za moje strani. Obravnavali bomo torej letni program turizma za leto 2017. Občina Selnica ob Dravi je za lokalni program turizma v letu 2017 zagotovila 15 400 evrov. Od tega so na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev na področju turizma po javnem razpisu namenjena sredstva v višini 9500. Ta sredstva se dodeljujejo glede na promocijske aktivnosti društev po javnem razpisu za turistična in druga društva, kot so aktivnosti za ohranjanje kulinarične, kulturne, tehnične in naravne dediščine, organizacija in sodelovanje za izvedbo turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena ter ozaveščanje mladine s turističnimi vsebinami. Nadalje so projektom so področja turizma namenjena sredstva v višini 4900 evrov. Izvajalci projektov, s katerimi ima občina sklenjene pogodbe ali dogovore, so Zavod za turizem v višini 820 evrov, Štajerska turistična zveza v višini 430 evrov in Hortikulturno društvo v višini 250 evrov. V letu 2017 smo na novo namenili sredstva v višini 400 evrov za oživljanje vaškega središča, kot je okrasitev v prazničnem decembru. Podprli bomo projekt
odprta dvorišča v Črešnjecu ob Dravi za 400 evri. Za 600 evri bomo podprli sodelovanje naših zainteresiranih ponudnikov na mednarodnem sejmu Salon Vindel v Mariboru, kjer se ponuja priložnost za kakovostno predstavitev in spoznavanje vin, delikates in kulinarike. Prav tako bomo sofinancirali v višini 2000 evrov za izdajo knjige Viltuški gospodje pokojnega Reinholda Vaure. Za postavko Jabolčna pot pa smo namenili sredstva v višino 1000 evrov, to je za delno ureditev občinske ceste, ki povezuje Jabolčno pot z državno na vzhodni strani Selnice mimo Slomškovega doma. Tako smo v proračunu 2017 za promocijske aktivnosti turizma glede na leto 2016 le-te povečali za približno 5,5%, pa upam, da bo ta trend naraščanja tudi v prihodnje. Hvala lepa. Omenjena točka je bila obravnavana na odboru za gospodarstvo, zato prosim stališče odbora za gospodarstvo, da nam preda njihov predsednik. Odbor za gospodarstvo je obravnaval letni program turizma za leto 2017 in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. O tem želim še nekaj reči, morda sem bil nepozoren pri nastajanju teh stališč, če je kdo opazil, že drugič ali tretjič danes uporabljam, da je odbor, da se ni seznanil, ampak je obravnaval, ker seznaniti se in obravnavati je pa velika razlika. Tako da, bodoče to obravnavati. Hvala lepa. Odpiram razpravo na omenjeno točko in sicer letni program turizma v občini Selnica ob Dravi. Prosim. Jaz bi sama predlagala tukaj v besedilo, na drugi strani projekti z področja turizma, to s kom v bistvu občina sodeluje, v okviru hortikulturnega društva, da se samo doda Maribor, zraven hortikulturnih društv, mislim, da 8 ali 9 Slovenije. Samo to. Sam Maribor. Ja, hortikulturnega društva Maribor. Samo to. Z popravki oziroma zagotovljeni. Prav? Razprava je odprta še vedno. Koliko ni več razpravljalcev, razpravo zapiram. In prehajamo k predstavitvi predlaganega sklepa. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme letni program turizma občine Selnica ob Dravi za leto 2017 z dopolnilom. Kdor je za takšen predlagan sklep, prosim, da z dvigom rok potrdi. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Prehajamo na 12. točko. In sicer 12. točka je sestavljena iz dveh delov. In sicer imamo sklepe o podelitvi spominskih plaket občine, priznanja častnega občana in priznanj za športne dosežke. Prosim poročevalko Lucijo Grahor kot članico komisije za priznanja in nagrade, da nam poda vsebino. Pozdravljeni. Komisija za podelitev nagrad in priznanj občine Selnica ob Dravi se je sestala dne 16.3.2017. Prispelo je 5 predlogov za podelitev spominske plakete in en predlog za priznanje častni občan. 5-članska komisija je zasedala v polnem številu in soglasno sprejela sklep. Spominske plakete prejmejo Vladimir Sabolek na predlog Turističnega društva Selnica ob Dravi, Mojca Roj na predlog Društva podeželskih žena in deklet Selnica ob Dravi ter Zveza Slovencev na Madžarskem na predlog Kulturno-izobraževalnega društva Janez Urbas. Ker je bil predsedujoči komisije gospod Majster predlagan za priznanje častni občan, se je v tem delu glasovanja izločil. Tako je 4-članska komisija soglasno sprejela sklep, da prejme priznanje častni občan gospod Ivan Majster na predlog Društva upokojencev Selnica ob Dravi. Več o nagrajencih bo povedano na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku. Hvala lepa. Predlagam, da se tudi predstavi drugi del te točke in da razpravo odperemo za obe skupaj. Tako. Hvala.
Prosim, da drug del te točke nam predstavi, kaj se tiče sklepa o podelitvi priznanj najboljšim športnikom ali ekipi, gospod Vladimir Sabolek, poročevalec in predsednik Komisije za športne dosežke. Prosim, gospod Sabolek. Vsem skupaj lep pozdrav, župan in vsi ostali. Komisija za podelitev priznanj za športnika leta 2016 se sestala in predlaga občinskemu svetu sklep, ki ste ga dobili skupaj z gradivom. Na morebitna vprašanja pa lahko tudi odgovarjam. Hvala lepa. Hvala. Omenjene vsebini dajem na razpravo. Vkolikor razpravljalca ni, zapiram razpravo in tudi v takšnem vrstnem redu bomo potrdili predlagane sklepe. In sicer predlagan sklep, ki se navezuje na priznanja nagrajencev ze strani poročevalke Lucije Grahov, je sledeč. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep, da je seznanjen s stališči Komisije za priznanja in nagrade občine Selnica ob Dravi in potrdi podelitev priznanja častnih občan gospodu Ivanu Majstru in predlagane nagrajence gospod Mojco Roj, gospoda Vladimirja Saboleka in Zvezo Slovencev na Madžarskem za podelitev spominskih plaket za leto 2016. Kdor je že tak predlagan sklep, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Hvala lepa. Hvala lepa, soglasno. Soglasno potrjen. Prehajamo k drugemu delu omenjene točke in sicer na vsebino, ki je bila predstavljena strani gospoda Saboleka, je predlagan sklep sledeč. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep, da je seznanjen s stališči Komisije za podelitev priznanj za odlične dosežke na področju športa občine Selnica ob Dravi in potrdi Nika Morja, Jaka Lazarja in Pijo Letricijo Fras za podelitev naziva najboljši športnik, športnica za leto 2016. Prosim, kdo je za takšen predlagan sklep, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno potrjeno, hvala lepa. S tem je končana 12. točka. Ostale so še nam 4 točke. Glede na to, da je 13. točka in 14. točka povezana, tesno povezana z tako vsebino, kako tudi področjem, predlagam, da imamo 15-minutni odmor.